Hello, kako ste? Alenka tukaj. Preden začnem ta video, samo ena malenkost, in sicer podjetje Nino Company mi je poslalo to čudovito posteljnino. Edina opcija v bistvu, da vidite to posteljnino, je, da za trenutek premaknem ring light. Isn't it awesome? I love it! Iskreno sem zaljubljena v to posteljnino, ker ta prostor naredi sofisticirano lep, eleganten. Imam pa eno malenkost za vas, in sicer za vse, ki ste se zaljubili v te produkte njihove, tako kot sem se jaz, imate tukaj kodo Alenka20 in če jo v košarici vpišete, boste dobili 20% popust. Tada! Zdaj pa čas za video, za katerega se moram najprej zresniti, ker iskreno, ko sem jaz razmišljala o tem videu in sem začela prve stvari brati in poslušati video o tem, kaj se je zgodilo takrat in o čem bom jaz danes govorila. Velikrat mi pišete, mi ni grozno govoriti o stvarih, a ni to duhovih te strah, kako lahko govoriš o tem, da te ni strah, da ti kaj v zadnje prišlo, pač to ni nič v primerjavi s tem, o čemer bomo danes govorili. Zjokala sem se vmes 100-krat, tako da upam, da se med videom ne bom niti malo, ker hočem v enem kosu lepo to povedati. Če ste občutljivi, vam povem, da je težko poslušati, gledati, kakorkoli že. Saj ne bo preveč vizualnega gradiva, ampak toliko, da nekako razumete bistvo in kaj se je groznega zgodilo, tako da gremo v video. Pisalo se je leto 1944, dogaja se pa cela ta zgodba, katero bom pripovedovala v South Carolini v Ameriki. Rasizem je še danes prisoten med nami, ampak takrat, 1944, v South Carolini je bil rasizem na next levelu in to se je odražalo tudi v eni izmed stvari, kot je na primer bilo železnica, ki je peljala čez to območje, je celotno območje razpolovljevala. Ena stran je bila namenjena samo belcem, druga stran je bila namenjena samo črncem. Pa definitivno ni to vse. Dejansko črnci so imeli obupne pravice, obupno malo pravic in nasploh grozen standard življenja v primerjavi z belci. Najprej kontekst, kako je sploh prišlo do tega terorizma, do te grozljive stvari, ki se je zgodila, in sicer majhni deklici, bele polti, 11-letna in 8-letna punčka, sta takrat kolesarile tik ob tej železniški progi, kjer je največja opcija, da prideta nekako v kontakt s črnci na drugi strani in sta v bistvu nabirali ene rože. Pač dve nedolžni biti, dva otroka. Na drugi strani pa dva druga otroka, isto nedolžna, nič hudega, sluteča. To je bil naš George Stinney, o katerem bomo večino videa govorili, in pa njegova sestrica. 4 otroci so prišli v kontakt in to je kasneje prišlo na plano, zaradi tega je sploh prišlo do te tragedije. Pol ure potem, ko so se oni med sabo srečali, in to ne bi bil zadnji kontakt teh deklic z drugimi živimi ljudmi, so starši ugotovili, da jih že dolgo časa niso, jih šli iskat. In v bistvu so potem sprožili reševalno akcijo, ker deklic niso našli, niso nič slišali od njiju, bili sta v bistvu pogrešani. Najprej je bila jasno ta iskalna akcija in George Stinney, ta naš junak mali, je bil edina temnopolta oseba, ker ni nič čudnega, in otrok pač preprosto nedolžen, nič hudega sluteč, je šel pomagati iskati te dve deklici. In ko so končno te deklici najdli, sta bili obe mrtvi in tudi s poškodbami, predvsem na glavi, odvržene v jarek z vodo. Ker je bil edin temnopolt v tej iskalni akciji, so takoj njega obkolili 3 policisti in ga v bistvu že na mestu več ali manj obtožili tega in postal je glavni osumljenec. Zdaj samo opozorim, da informacije postajajo iz stavka v stavek bolj grozne, tako da sojenje Georgeu Stinneyju vse skupaj trajalo en dan. V enem dnevu se je odprla sodba, v enem dnevu se je zaključila. George Stinney, vse kar zdaj veste o njemu, je to, da je bil temnopolt, ampak deček je bil star 14 let, dopolnil 14 let, bil je droben, za svoje leta je bil res majhen in droben, imel je manj kot 50 kg oziroma 95 lb-jev in njegovo sojenje je bilo nekaj najbolj groznega, kar si lahko predstavljate. Namreč črnci na sodišču niso imeli nobene besede. Zakaj? Zato, ker jih ni bilo tam, ker preprosto niso imeli te pravice sodelovati, niso imeli voltov in ničesar. Če pa gremo še korak nazaj na njegovo zaslišanje, ki je trajalo dolgo časa, ker so ga forsirali, da je priznal. Ja, na vse zadnje je George priznal umor. Zakaj? Ker je bil preprosto 14-letni deček, podkupali pa so ga s hrano. Rekli so mi, dam ti, mislim, da je bil sladoled, damo ti sladoled. 3 policaji so ga obkoljevali in so ga mučali en koliko časa, ne fizično, ampak psihično verjetno, da je priznal. Rekli so mu, priznaj, pa ti damo ta sladoled in greš domov, kot da se ni nič zgodilo. Jasno, da je fant priznal, vsak bi priznal, nobeden ne bi pomislil, da zaradi tega doživel smrtno kazen.
Na sodišču so se z njegovim primerom dotično ukvarjali 2,5 ure, v 10 minutah ali še manj je bila pa dorečena njegova obsodba. Torej 10 minut so razpravljali, ali je kriv ali ni. Tam ni imel nobenih prič. Edine priče, ko so bile, oziroma edini, ko so karkoli imeli za povedati, so bili 3 policaji, 3 svetlopolti policaji, ki so rekli, verjemite nam, zaupajte nam, priznavajte. To je to. Brez dokazov, brez ene svoje priče. Njegov odvetnik je bil Bevc, kar v tem primeru bom izpostavljala, ker je pomembno, ker očitno so bili črnci res toliko zelo zatirani takrat. Bevc je bil na enem takem čudnem položaju, da se je v bistvu samo boril nekako za svoje pike, kako bo izgledal tam in ga ni nič branil praktično. Ni mu pripeljal prič, ni mu bil nobeno pomoč, kot deček je bil takole obsojen. Obsojen pa je bil na električni stol oziroma na smrtno kazen. In s to obsodbo je bil tudi George Stinney, najmlajši ameriški državljan, ki je bil obsojen na smrtno kazen na električnem stolu. Slučajno ne morete zamišljati, gre vse samo še nadol. Imamo eno sliko njega, kako stopa proti električnemu stolu in najbolj heartbreaking tukaj je to, da ima v rokah Biblijo. Ko so ga dali na električen stol, so ugotovili, da je čist premajhen za ta cel stol. In najbolj grozovito je tukaj, da ker so ga mogli nekako dvigati, da je sploh z glavo dosegel tisti pokrov, ki mu dajo na glavo, da sprožijo električne šoke. Zato, da so ga dvignili, so mu podložili spodaj, da se je usedel na par knjig. In ena izmed teh knjig je bila ta njegova Biblija, ko je držal prej v rokah. Celoten stol, vse vezi, vse, kar je bilo na tem stolu, je bilo premajhno zanj in tudi idealno bi bilo, da bi ga tisti en šok ubil, ampak ga ni. Šoki so bili preveč razpuščeni, ker je bilo vse preveč daleč od telesa in potrebni so bili 3 električni šoki, s tem, da mu je maska vmes padla dol, ker je bila premajhna zanj, ga pa preveč se je zvijal, ker je bil čist droben in majhen. En oko mu je vmes ven visel, slina je dol tekla, v glavnem noro. Meni osebno najbolj grozna stvar, preden začnem jokati, da povem, je to, da njegova družina ni mogla biti tam, niso mogli biti ob svojemu sinu, ko se je to zgodilo. Torej, on ni imel ob sebi nikogar, ni bilo nikogar ob njemu, zaradi tega, ker so njegovi družini zagrozili, da če ne zapustijo države, bodo njih in vse povezane s to družino linčali. In ja, cela zgodba se še nadaljuje, še nekaj groznega je bilo in sicer to, da so imeli možnost končno sina videti, pogledati na pogrebu. In ko so prišli tja, so imeli odprto krsto, kjer so lahko videli svojega sina in poškodovano, popolnoma prežgano telo zaradi elektrošokov. V South Carolini, torej v tej državi, je bilo še v 20. stoletju, ker sploh ni tako dolgo nazaj, je bilo še malo manj kot 300 usmrtitev, torej obsojenih na smrt dejansko, s tem, da je bilo več kot 80% temnopoltih. Zdaj kdo misli, končno smo ven iz tega, končno je res mir s tem. Leta 2014 je bilo 7 ljudi obsojenih na dosmrtno kazen, od tega vsi v tem primeru nedolžni, samo da je trajalo, preden so to dojeli, približno povprečju med njimi 30 let, preden so bili dejansko izpuščeni in končno označeni za nedolžne. Najbolj grozen pri tem je, da je bilo 6 od 7 teh ljudi temnopoltih. Še to, če prej nisem bila dosti jasna, leta 2014 je bil ta primer popolnoma na novo odprt, na pobudo družine se mi zdi, ampak veliko odvetnikov se je okrog tega primera zbralo in so končno razsodili, da je bil George nedolžen. Se mi zdi, da spet ni ekstremno dolg video, ampak tudi primer ni toliko zelo obsežen, ker bi mogla iti v celo debato o rasizmu, pa v cele detajle o umoru. To za danes imam pa še eno ful pomembno obvestilo. Nekaj dni še potem, ko ta video zunaj, ko da pogledajte datum, bom sprejemala vaše paranormalne zgodbe, ker delamo drugi del, ampak ta drugi del bo še ful bolj exciting. Eni ste mogoče narobe razumeli prek mojega Instagrama, ampak najprej zbiram zgodbe,
Potem bo pa še posebne mini audicije za vas, ki boste hoteli biti zraven del videa. V bistvu bomo rabili predvsem vaš glas, da boste nastopali zraven kot del teh zgodb, da bomo vaš glas imeli, da boste liki v zgodbi. Snemali bomo v studiu, ker se mi zdi najbolj kul je pa to, da se bomo spoznali. Se pravi, boste videli mene. Zdaj ful čudno te novice vam da tako po to groznemu videu, ampak saj nekaj dobrega. Tako da pošljite mi še zgodbe, potem naknadno pa mislim, da bom prek storyjev ugotavljala, kdo od vas ima najboljše talente, kdo se najbolj potrudil, kdo najbolj dobro prebral tisto stvar, ki vam jo bom dala za prebrati. In potem bomo snemali, tako da bo še 100-krat bolj amazing naslednji del vaših paranormalnih zgodb. Enkaj pa že, pa upam, da ne pozabim dol linkat. Ok, radi se imejte, uživajte, sem Alenka, aj čau!